Lep pozdrav na drugo adventno nedeljo. Advent je zmeraj čas pričakovanja, je čas zidanja, je čas poti, ki jo skupaj s cerkvijo, predvsem pa s tistimi, ki so nam že v Svetem pismu taki sopotniki, prehodimo tudi mi. In vsako leto v adventnem času poslušamo tudi zgodbo o Janezu Krstniku, ki je tudi hodil po puščavi svojega življenja in je v tej puščavi nekoč zaslišal Božjo besedo. Ta beseda prihaja v naše življenje tudi danes. Tudi v nas, ki prav tako hodimo po puščavi svojega življenja. In ko je Janez Krstnik hodil po puščavi svojega življenja, mu je takrat prišla beseda, ki je rekla takole: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse meso bo videlo Božje odrešenje. In to besedo je Janez Krstnik govoril tudi drugim ljudem, tistim, ki jih je srečeval, tistim, pri katerih je čutil, da potrebujejo v življenju neko spremembo. In je začel razlagati to geografijo, da se ponavadi gore in doline naredijo takrat, kadar vanje pritiska neka sila od zunaj. In prav tako, kakor je takrat na tiste ljudi tistega časa pritiskala neka sila, tako pritiska se mi zdi tudi na nas. Neka zunanja sila, ki ne znamo najti vzroka, ki ne znamo najti rešitve. In tako se med nami tudi rojevajo gore in doline. In te gore in doline so, vsaj tako se zdi, zmeraj višje in zmeraj nižje. In med njimi je zmeraj večji razkorak. Smo že ugotovili v tem času, da je med nami veliko razlik in da sta gora in dolina nekaj popolnoma različnega. In tem goram in dolinam, nam, ki tudi poslušamo danes Janeza Krstnika, ta prerok Gospoda pravi: vsaka gora naj se zniža in vsaka dolina naj se poviša. Ampak ponavadi je problem ravno v tem, da tisti na gori misli, da bi moral tisti z doline priti gor. In da tisti v dolini misli, da bi moral tisti z gore se spustiti v dolino. Da, če povemo drugače, spremembe v našem življenju ne potrebujemo mi, da jo potrebuje drugi. Da se spreobrniti, kar imamo zelo radi na jeziku v adventu, da se spreobrniti ne potrebujemo mi, ampak da se spreobrniti potrebuje drugi, ki misli drugače, kakor jaz. In tako med temi našimi gorami in dolinami nastaja zmeraj večji prepad. Ampak danes je Janez tukaj, da nam pove eno zelo pomembno besedo. Gora in dolina se morata spremeniti, da pripravimo Gospodu pot. Oba torej se morava spreobrniti. In če povem drugače, se bo svet spremenil, se bo naša družba umirila takrat, kadar se bom spremenil jaz. Kadar bom torej jaz pripravil Gospodu pot. In sicer tako, da bom začel poslušati, kje je ta Gospod v mojem življenju. Da ga bom znal sprejemati, da bom znal razumeti vsako njegovo prošnjo, spodbudo, krik, mogoče tudi kakšno provokacijo, kakor njegov nagovor, naj se spremenim, naj postanem nekdo, ki ga želi on poslati v ta svet. Kakor je to postal Janez Krstnik, ki je hodil in poslušal, kaj se v njem dogaja. Zelo dobro bi bilo, bratje in sestre, da začnemo v svojem življenju gledati najprej, kje so v meni doline in gore mojega srca. Da začnem torej v sebi iskati, kaj je tisto, kar je v mojem življenju preveč, in gledati na tisto, kaj je v mojem življenju premalo. Da torej razumem, da je tisto,
kar je v mojem življenju preveč, zmeri tisto, kar je stvar moje sebičnosti. In da je tistega, kar je v mojem življenju premalo, zmeri prostor, kamor mora nekaj pomembnejšega vstopiti. Nekaj, za kar doslej nisem imel časa. Nekaj, kar mi je v tem divjem ritmu, tudi v moji zaslepljenosti, v prepričanosti v lastni prav, stopilo izven mojega zasledovanja. Zato v adventnem času poglejmo, kaj zasledujemo, kaj je v našem obzorju, zato da bomo znali in zmogli izbrati prave stvari in pripraviti Gospodu pot, da pride.